Pozdravljeni v podcastu Od genov do zvezd. Moje ime je Sašo Dolenc in pripovedoval vam bom zanimive zgodbe iz sveta znanosti. Lepo pozdravljeni, dobrodošli v podcast, ki ga snemamo v okviru izbora za International Medis Awards 2020. Z menoj je dr. Sašo Dolenc, urednik, bomo rekli, publikacije spletnega portala Kvarkadabra, drugače fizik, filozof in pa med drugim tudi nosilec naslova Komunikator znanosti 2019. Pogovarjala pa se bova zato, ker sam International Medis Awards letos poteka pod naslovom Zaveza znanosti in kdo drug bi lahko dal, bomo rekli, neko pogled v to, v kakšnem položaju pravzaprav znanost je, danes kako jo Slovenci vidimo, dojemamo, pa kaj bi morda morali storiti, da bi se njena vloga in pomen še malce izboljšal. Pa za začetek najnega pogovora mogoče predstavitev Kvarkadabre, za kakšen portal gre, zakaj je nastal, kako deluje. Ja, zdravo, hvala za povabilo. Kvarkadabra je v bistvu stara že zdaj 20 let, če ne več. Začeli smo jo, ko smo bili študenti še različnih ved, in nas je vse družilo to, da smo poskušali v tem, kar smo študirali, kar smo brali, najti nekaj več, tako nekako to znanje umestiti tudi v nek svet okrog nas, najti neko povezavo med različnimi vedami. In o tem smo pisali potem za različne časopise, revije, in to je bil ravno tisti čas, ko je v Slovenijo začel prihajati internet. In smo potem nekako to navdušenje na neko novo tehnologijo združili s tem navdušenjem nad znanostjo in ustvarjali spletno stran, ki je potem zelo hitro dobro zaživela. Bistvo te strani je tudi, da poskuša na čim bolj enostaven, poljuden način to znanost, ki se mogoče včasih komu zdi nerazumljiva, predstaviti. Katere prijeme uporabljate, kaj ste ugotovili skozi to, bomo rekli, 20-letno zgodovino? Ja, že na začetku smo ponesli nek svež duh v to komuniciranje ali pa rečemo poljudno znanost v našem prostoru, kjer je bilo že prej tudi kar nekaj piscev, v glavnem so to počeli profesorji za hobi. Mi smo pa vnesli nek nov vidik, mogoče malo več zgodovinsko-filozofskega vidika, malo več povezovanja različnih ved, malo več pa tudi same pazljivosti na zgodbo, na način, kako zadeve poveš, da je že sama ta zgodba zanimiva za poslušalca ali pa bralca, in da se potem sploh ne zaveda, da se recimo nekaj nauči. To je neko vodilo, ki nas je družilo že od začetkov in ki se je izkazalo tudi, da je všeč našim bralcem. In v bistvu mi pišemo takšne zgodbe, kot jih tudi radi beremo. Tako, to je neko vodilo, a smo zadovoljni s tem, kar ustvarjamo. Smo pa ustvarjali že kar nekaj skupnih projektov, skupnih knjig, ampak zdaj večinoma so ti moji kolegi in kolegice postali že profesorji na raznih univerzah po svetu, tako da imajo bistveno manj časa, kot so ga imeli takrat. Tako da jaz pa še kar nekako vztrajam v teh vodah. Je bil ta trud recimo delno poplačan lansko s tem nazivom komunikatorja, pa, če se ne motim, tudi sedaj, v teh aktualnih časih, ko je prišel virus, ki nas je krepko prestrašil, naj bi stran dobila kar precejšen zagon. Ja, takrat na začetku, ko smo objavili te prve informacije, je obisk skočil za 10-krat. In ker so vsi iskali neke dobre vire,
ki jih na začetku ni bilo tako enostavno najti, ne. Potem sem tudi jaz sam napisal kar nekaj preglednih člankov, ki so bili zelo brani in obiskani o tem, kako sam virus deluje in kako se potem ta bolezen razvija. In mislim, da je bilo tudi tukaj združeno tisto, no, da so ljudje dobili ne samo informacijo, ampak tudi nekako okvir razumevanja. In to je tisto, kar je dobro pomembno pri dobrem komuniciranju znanosti, da ne dobi brati samo informacije, ki je potem kot nek fakt nekam vtakne, ampak da si ustvari okvir, da lahko tudi potem sodi o novih informacijah, ki jih dobiva, ne? Ker znanje, sploh moderni znanosti, se ves čas nadgrajuje, prihajajo takšne in drugačne informacije, ne? In tisto, kar je ključno pri dobrem komuniciranju znanosti, da publiko, bralce vzgaja oziroma spravi do te stopnje, da lahko tudi sami sodijo, kateremu viru verjeti in kateremu ne. Če smo na začetku dobili res ta občutek, da bo virus spremenil naš, bomo rekli, malce otopljen odnos do znanosti, veliko relativizacije se je dogajalo v zadnjem času in smo mislili, mogoče bo pa ta virus prinesel nekaj novega, bomo vseeno malce bolj prisluhnili znanstvenikom, pa je potem zelo hitro prišlo do tega, da se je začelo relativizirati ugotovitve znanstvenikov, nasvete znanstvenikov, tudi politika se je delno vmešala s svojimi pravili. Kako vi gledate na to, je ta virus naredil kaj dobrega za znanost ali ne? Ja, en vidik pomemben je, da se je znanost takoj na začetku že odprla, da so pač vsi rezultati javno objavljeni, ki so povezani s tem virusom. To je bilo sigurno nekaj dobrega, pomembnega, ker prav ta hitrost kroženja informacij, tudi znotraj znanosti, pa tudi med različnimi vedami je pomembna. In tisto, kar se je pri nas še dobrega, pomembnega zgodilo, je skupnost sledilnik, COVID-19 sledilnik, ki je uspela ustvariti nek vir zanesljivih informacij o tem, kaj se z virusom dogaja v Sloveniji. In to ni nekaj samoumevnega. Tukaj v zadaj kar veliko zelo sposobnih ljudi različnih zvrsti znanja. Nekateri so profesori, nekateri so tudi podjetniki in so se skupaj našli in zelo učinkovito delujejo, izmenjujejo informacije in gradijo to spletno stran, ki se neprestano nadgrajuje in je zelo uporabna tudi, kakor sem slišal v zdravniških krogih, ker nima samo teh informacij, ki jih mi vidimo, ampak ima še določene podstrani, ki so potem še za specifične publike. In to se mi zdi nekaj velikega, kar smo uspeli ustvariti tukaj v Sloveniji. Tisto, kar ni tako dobro, je pa, da se pojavljajo določeni, rečemo temu, ljubiteljski ustvarjalci raznih modelov, kako se virus razvija, ki potem svojo zaposlitvijo, recimo na nekem uglednem inštitutu, ustvarjajo vtis, da so strokovnjaki za to področje. Pa večinoma niso. Nekateri so, ampak tisti, ki so najbolj glasni, pa praviloma niso. In tudi potem pridejo v medije ali pa na vladne tiskovne konference z modeli, ki so res vprašljive kakovosti. In to je pa nekaj, kar bi morala morda znanost bolj odločno odreagirati in povedati,
komu zaupati in komu ne. Ker ljudje, ko vidijo pač nekoga z nazivom profesor, doktor ali pa da prihaja z nekega uglednega inštituta, tako so prepričani, saj to je pa že nekdo drug preveril verodostojnost tega človeka. Ne zavedajo pa se, da mogoče sploh nima nobene kompetence na tem področju, o katerem govori. In to je tisto, kar nam mogoče v Sloveniji še manjka. No, ravno to, se mi zdi, da je kar velika težava, se pravi kredibilnost posameznika, ki nastopa, ki daje podatke, in prav v okviru tega virusa smo doživeli celo to, da se je postavila pod vprašaj kredibilnost dveh, bom rekel, v medicini najbolj izpostavljenih revij kot sta Lancet in New England Journal of Medicine, ki jo je nekdo uspel naplahtati kljub temu, da naj bi bile te raziskave, se pravi, preverjene strani kolegov, enakih strokovnjakov. Kako to vpliva na verodostojnost, bomo rekli, katerekoli stroke? Ja, v bistvu, če te revije ali pa druge inštitucije ustrezno reagirajo, tako ko izvajo, da je prišlo do neke napake, mi tukaj ne vidimo nobenega problema. Vidimo, da sistem deluje, da se znanje nadgrajuje in kontrolira. To je dobro. Problem je, če ljudje in institucije vejo, da nekaj narobe, pa ne odreagirajo. To je tisto, kar je problem, in to se tudi pri nas dogaja. Če pogledava položaj znanosti danes in ga primerjava recimo z 20 ali pa 30 let nazaj, ko lahko z gotovostjo trdiva, da so bili znanstveniki, je bil ugled na prvem mestu, ki jih je nosil, in tudi nosil njihovo kredibilnost. Danes se praktično lahko v dvom postavi vsakogar, če daš pred to, nočejo, da to in to izveste. In sistem dal kredibilnost čimorkoli, karkoli bo že kasneje povedal. Kako smo prišli do te točke? Jaz mislim, da je v bistvu določena skepsa do tega, kar govorijo, kar znanost govori oziroma kar znanstveniki govorijo dobro. Ampak problem je potem, da pri nas tudi novinarji velikokrat pozabijo, da morajo tudi, ko dobijo recimo sporočilo z nekega inštituta, mi smo pa odkrili nekaj novega, da morajo zmeraj vprašati še nekoga iz istega področja, ki je strokovnjak za tisto, kar so oni odkrili, pa ni sodeloval pri raziskavi za drugo mnenje. To je nek standard, ki je uveljavljen v teh velikih medijih svetovnih. In če pride informacija o nekem novem odkritju z Amerike, so to že to stopno preverjanja že izvedeli. Zato lahko pač naši mediji to povzamejo. Ampak če pride nekaj iz našega inštituta, je pa to treba še narediti. Ampak večinoma tega ne naredijo. Zato pride potem velikokrat tudi do takih zelo napihnjenih zgodb, kaj so vse naši raziskovalci naredili, kar pa škodi dolgoročno znanosti, ker pač ne moreš vsak teden čudežno odkriti zdravila za neke težke bolezni ali pa odkriti ne vem kakšno prelomno zadevo v fiziki, ampak vsak se začne potem spraševati, komu bomo pa verjeli, če ni nekega pravega vrednotenja že na strani medija. In tukaj imamo še kar nekaj, sploh na tej ravni znanstvenega novinarstva, imamo nekaj res odličnih znanstvenih novinarjev v Sloveniji, ampak veliko teh novinarjev, ki včasih pokriva znanost, pa potem nima niti informacij, koga še vprašati. In pride potem do nekih zelo čudnih zgodb, lahko, ki potem vzbuja nekako delajo ta dvom v publiki, zakaj bi pa znanosti zaupali, če pa so se tukaj zmotili. Ampak mora pa kljub temu poudariti, da Slovenija vseeno pa ima veliko znanstvenih dosežkov, s katerimi se lahko pohvalimo. Kako te skomunicirati, da bodo pri ljudeh
res ovrednoteni, ne, na način, ki si ga zaslužijo, da bomo res rekli Slovenci, ta pa je, ne, zvezdnik mogoče celo, ne. Ja, mislim, v Sloveniji imamo seveda kar veliko kvalitetnih znanstvenikov in smo jih imeli v preteklosti, ne. Zdaj, zadnja leta nekako bolj sistematično zbiram tudi zgodbe o ljudeh, ki so delovali na področju Slovenije, ne, in še zmeraj delujejo nekateri. In sem bil prepričan, da teh zanimivih zgodb ni toliko veliko, ne. Zdaj pa, ko malo sprašujem krog ljudi, zgodovinarje, preverjam razne vire, odkrivam res neverjetne zgodbe, kaj se je dogajalo v Sloveniji, pa tega sploh nismo vedeli. Pred nekaj tedni sem objavil članek o izvrstni kirurginji Zori Janžekovič iz Maribora, ki jo nekateri ameriške revije uvrščajo celo med 25 najbolj vplivnih zdravnikov 20. stoletja. Ne samo žensk, ampak vseh zdravnikov 20. stoletja. Nek drug ameriški znanstvenik jo je umestil na seznam 50 najvplivnejših zdravnikov vseh časov. In mi je pa ne poznamo, ne. Delovala je po drugi svetovni vojni v Mariboru, ves čas je delovala v Sloveniji in ukvarjala se je pa z opeklinami, opeklinsko kirurgijo in je iznašla metodo nasprotju s takratnim splošno sprejetim mnenjem v zdravniški stroki, da je treba hude opekline kirurško po nekaj dneh operirati in narediti nek poseg, presaditi potem kožo, in ta njena metoda je zdaj splošno sprejeta in je rešila na 10,000 življenj po vsem svetu. Kirurgi vsega sveta so prihajali v Maribor tam v 70. letih 20. stoletja se učiti te metode k njej. Tukaj pa tudi jaz je nisem poznal, ne, dokler me ni nekdo opozoril na njeno, da je mogoče zanimivo, in sem šel za raziskovati in potem v YouTube tipkam njeno ime in mi pade ven predavanje njega profesorja z Harvarda. Začnem tisto poslušati in prva stvar, ki jo je menil, je neka gospa, ki je z železno zaveso začela razvijati neko nov način kirurgije, kirurške oskrbe hudih opeklin, in izgovoril je neko ime, ki ga nisem prepoznal, ker nisem znal Zora Janžekovič izgovoriti, ampak potem sem gotovil, da v medicinskih knjigah celo njena slika, ne. In to so take zgodbe, ki res navdušujejo, ne, gospa je umrla pred nekaj leti, ne da bi sploh vedeli, da je skoraj 100 let doživela, ne. In to so zgodbe, ki morajo priti bolj v zavest ljudi, ne, da se da tudi tukaj z majhnimi sredstvi, če si res dober, če veš, kaj hočeš, spremeniti miselnost celega sveta, ne. Kako pa mogoče v tem vidiku, se pravi priznanje nekega dela, ne, nekomu dati priznanje, lahko vplivajo, bomo rekli, na prepoznavnost tega dela in prepoznavnost človeka, ne. Prav recimo v določenih strokah neke nagrade nekaj pomenijo, v drugih jih praktično ni. Mi se danes pogovarjamo v International Medis Awards, ki nagrajuje zdravnike, ki se ukvarjajo z aplikativnimi raziskavami. Koliko to lahko pomeni, bomo rekli, k celi prepoznavnosti znanosti in pa tudi ugledu, bomo rekli, neki vrnitvi na prestol. Ja, nagrade so sigurno pomembne, ne, ker v bistvu princip delovanja znanosti je tak, da poskuša, ko izvaja preverjanje ideje, ne, odmisliti, kdo je vir ideje, ne, kdo je nekaj izrekel, nekaj zapisal, objavil članek, ne. Ampak je važna sama ideja. To je pač ni tako enostavno narediti, ne, ker pa
če je neka avtoriteta nekaj reče, bomo avtomatsko tisto več vrednotili, kot če nekdo, ki ga ne poznamo, nekaj pove. Ne. In znanost je uspela vzpostaviti sistem, ki zna vrednotiti, da je prav tako, da aktivno odmisli, ne, kdo nekaj izreče, oziroma ima mehanizme, kako to narediti. Ne. Tako da je tukaj nek paradoks v samem delovanju znanosti, ne, ker izhaja iz tega neke take radikalne enakosti vseh, ki sodelujejo. Njen proizvod je pa hierarhija idej na eni strani, ne, kateri idej bo zaupati, kateri manj, in proizvod je tudi hierarhija strokovnjakov. Ne. Se pravi, izhajamo iz popolne enakosti vseh, proizvod je pa tudi, komu bo zaupati in komu ne. In tukaj se ves čas znanost lovi in zadnja desetletja, zadnja leta ima velike težave prav zaradi tega, ker je znanstvenikov po svetu trenutno ogromno. Ne. Rast je res neverjetna. Ne. In težko je tiste stare načine vrednotenja uporabiti v teh novih razmerah, ker je absolutno nemogoče slediti, kaj dela toliko milijonov znanstvenikov po vsem svetu. Ne. In kako zdaj v teh novih razmerah ustvarjati tudi neko hierarhijo. Ne. In tukaj so pač nagrade, kjer se predpostavlja, da komisija dobro premisli, ne. Res nek pokazatelj lahko, komu zaupati in komu ne. Jasno, neki strokovni nazivi, če so res taki, da zadaj stoji odločitev neke komisije. Ne. Ker tukaj v Sloveniji imamo še en velik problem, to je, da smo zaradi preteklosti nezaupanja do odločitev raznih strokovnjakov, ne, ki so bolj po prijateljski kot po strokovni liniji se odločali, ne, prišli na neko algoritemsko vrednotenje idej in strokovnjakov, bolj strokovnjakov, ne, ki je bila do neke mere osvežitev takrat, da se je prebilo iz tistih prejšnjih problemov, sam je ustvarila kup novih problemov, zato ker lahko potem ljudje, ki poznajo sistem, ga prelisičijo, ne, in pridejo na vrh piramide, te hierarhične, čeprav nimajo zares nič za pokazati vsebinskega, ali pa so ustvarjali stvari samo za to, da bodo dobro zapisani v algoritmih, in se zgodi celo, da pridejo do vrhunskih državnih nagrad, ne, kjer pa se predpostavlja, da je bila zadaj neka komisija. Ampak tiste komisije se velikokrat zgodi, da potem samo pogledajo, kaj pa algoritmi pravijo, in potem tisto prepišajo. Ne. To je narobe. Ne. To tudi uničuje znanost. In to je treba preseči in iskati neke nove načine, kako bo to, kar znanost ustvarja za družbo, to smo rekla, hierarhija idej, hierarhija strokovnjakov, ne, kako bo to spet zelo dobro delala v korist družbe. Ne. Danes se mi zdi, da se na nek način je za popularizacijo znanosti bilo tudi v medijskem svetu narejenega kar nekaj, pa imamo Discovery Channel, pa imamo Mythbusters. Skratka, veliko poljudnih oddaj, ki na tak ali drugačen način približajo znanost človeku, potem pa na drugi strani tako imenovane mnenjske voditelje, pa recimo temu zvezdnike YouTubea, Instagrama in vsega ostalega, ki pa znajo narediti nasproten učinek. Kakšna orodja in orožja sploh znanost ima, da reče v nekem določenem trenutku, ko pride do popularizacije neke ideje, ki je lahko škodljiva, da reče dovolj, ne? Ali sploh ima znanost v rokah to orodje? Ja, mislim, da ga ima, ne, seveda. Tisto, kar pri nas še premalo razvito, je prav področje komuniciranja znanosti. Ne. Zdaj, skozi leta se je nekako uveljavil ta pojem popularizacije znanosti, ki pa ga mi pri Kvarkedabri ne maramo. Preveč smo že na začetku rekli, da smo časopis za tolmačenje znanosti, zato ker hočemo nekako ven iz tega
razumevanja popularizacije, ki se nam zdi preveč blizu nekemu PR-ovstvu, ki je zdaj tudi zelo močno prisotno na univerzah in inštitutih, kar ni nič narobe. Dobro je, da imajo ljudi, ki so vešči medijskega sveta, ki znajo zgodbe zapakirati tako, da so blizu novinarjem. Ampak ne sme se pa dogajati to, kar se pri nas dogaja, da kar PR agencija potem že napiše sam članek, hvali nekega znanstvenika kot neko strašno zvezdo, ki lahko je, lahko ni, in se to potem direkt objavi v medijih. Do tega prihaja pri nas in to ni dobro. Zdaj s tem se tudi krha ugled znanosti in ugled medijev. Tako da dobri novinarji, dobri znanstveni novinarji pri nas so že prav jezni na tako početje teh PR agencij, ki jih inštituti najemajo in jim potem vsiljujejo določene zgodbe. Bistveno raje imajo, da sami znanstveniki komunicirajo z njimi in da se lahko direktno pogovarjajo z njimi. Je pa sigurno dobro, da so določeni ljudje, ki so vešči, mogoče tudi v teh PR agencijah, ki znajo pa znanstveniku pomagati, kako formulirati sploh tisto, kar je odkril, zato da bo novinar sploh videl nek smisel v tem, da se bo lotil te zgodbe. Tako da tolmačenje znanosti poskušamo uveljaviti kot nek nov pojem v tem našem prostoru, ki bi presegel to, ki ne bi združeval tudi tega PR-ovstva, ampak predvsem to, kar tujini rečejo komuniciranje znanosti, to se pravi, da in znanstveno novinarstvo tudi, ampak komuniciranje znanosti še posebej neka veščina ali pa področje znanosti, kjer je tisti, ki govori, ki povzema kar dobro vešč nekega področja. In ni le prenašalec informacije, ampak tudi ustvarjati zgodbe in znal umestiti neko odkritje v nek širši kontekst. A je to znotraj širšo nekega področja znanja ali pa v okvir družbe, v okvir zgodovine. Tako mogoče lahko primerjamo to kot nek novinar, ki samo poroča o filmih, ali pa filmski kritik, ali pa nekdo, ki poroča o novih romanih in nek literarni zgodovinar. Ta stroka pri nas še nima priznanja. To je tisto, s čimer se pri Kvarkadabri zadnja leta kar veliko ubadamo, zato ker povsod ven pademo. Nikamor nas ne znajo umestiti. Nismo ne novinarji, ne znanstveniki, ne filozofi znanosti. Ni nekaj predalčka. V tujini pa je že dolgo, recimo v Angliji, pa v tem angleškem prostoru, pa tudi drugje po svetu se že uveljavlja to kot neka vrste stroka, že pred več desetletji se je, in zdaj je že zelo razvito in imamo kar nekaj teh komunikatorjev, ki so tudi profesori, recimo, javnega razumevanja znanosti. Recimo Richard Dawkins je bil prvi na Oxfordu, ta slavni biolog, in zdaj je pa kar veliko. In pri nas pa ni nobenega še pripravljenosti, da bi se o tem sploh pogovarjali. Mogoče sva rekla, da je znanstvenikov vedno več, tudi znanstvenih odkritij vedno več, tudi so bolj dostopna. Kako narediti to selekcijo? Vi vseeno morate biti informirani o tem, kaj se dogaja po svetu, izbrati tisto, kar bo zanimivo predstaviti na ta način. Kako naredite selekcijo? Ja, recimo glede koronavirusa, zdaj množica nekih informacij, lahko gledamo vsak dan neko prelomno odkritje. Kako iz tega izluščiti nekaj, če nisi strokovnjak za to področje. Tako zdaj je dokaj enostavno slediti recimo na Twitterju, na YouTubeu, teh omrežjih slavnim
epidemiologom, strokovnjakom za viruse. Moraš sicer vedeti, kdo je res zaupanja vreden, ne? Ampak če se ukvarjaš z nekim področjem, ne, to hitro ugotoviš in potem slediš tem virom in tam hitro vidiš, kaj ti res najboljši na svetu komentirajo, kakšno mišljenje imajo o teh novih idejah in tako lahko si ustvariš neko mnenje, tako da veš, ko se lotiš branja nekega članka, da imaš še nek odnos do njega. Ne? Ker pač, če nisi strokovnjak za neko posamezno področje, potem ne moreš primarnih virov sam vrednotiti. Ne? To je absolutno nemogoče. Ne? Tako da to je nek pristop, ki je kar v redu za nekoga, ki piše recimo o znanosti. Ne? Jasno si pa potem s časom gradi neko svojo lastno znanje in občutek, ne? Komu potem zaupati, kam umestiti to. Ne? Tako da rabimo sigurno več dobrih novinarjev, ki bi pokrivali znanost, ne? Ki bi si zgradili ta občutek in ki bi vedeli tudi pri nas ali pa v tujini potem koga vprašati. Ne? Recimo na Radio Slovenija je odlično oddaja Frekvenca X, ne? In tam so pač že zdaj ne vem koliko 10 let že več deluje, ne? So vzpostavili nek način, kako pri vsakem vprašanju potem pokličejo nekega strokovnjaka nekje po svetu, ne? In potem se z njim pogovarjajo. In je to vneslo v ta naš prostor kar nek velik skok glede kvalitete poročanja o znanosti. Mogoče za zaključek najnega pogovora, ali znanost potrebuje podporo širokih množic populacije, ali lahko deluje tudi mimo tega. Ne? Če ji ne uspe s tem prepričevanjem, ali je to sploh boj vreden boja, ali lahko znanost nemoteno deluje. V znanosti so pomembne samo ideje. Ne? Tako da pač načeloma si lahko tudi nekdo je lahko edini na svetu, ki ima neko idejo, ne? Pa če je ta ideja dobra, resnična, prava, ne? Bo, upajmo, prej ali slej se razširila, ne? Ampak za samo znanost lahko rečemo, da to, kar misli družba, zares ni pomembno. Ne? Ampak za same znanstvenike, ki delujejo v znanosti, je pa to pomembno, seveda. Deloma zaradi tega, da pridobijo financiranje, ne? Ki je zmeraj tako ali drugače vezano na demokratičnih družbah, na mnenje javnosti, kot tudi za njihov osebni občutek, da delajo nekaj pomembnega, da delajo nekaj smiselnega za družbo, ker v zadnjih letih, desetletjih je predvsem med mladimi znanstveniki vedno več občutka, da ne delajo zares nekaj, kar ima smisel. Ne? Ker dobijo pač neko majhno nalogo za doktorat ali potem postdoku, ki je zelo ozka in potem tisto delajo dan in noč in pomembno je samo, da bodo objavili rezultate v neki reviji, ne pa dejansko, kaj bodo naredili. Ne? In to vnaša samo znanost neko občutek, da pregorevanja pri teh mlajših. Ker pregorevanje je ravno izvira iz tega, da ljudje izgubljajo občutek, da je tisto, kar delajo, smiselno. Ker ni težko delati veliko, če ti veš, da je to nujno, da je to pomembno. Ne? Težko je pa nekaj delati, če nimaš občutka, da te to dolgoročno navdaja z nekim občutkom, da si nekaj pomembnega naredil. Ne? In to je tisto v tej množičnosti znanosti in tem tekmovalnem vzdušju zdaj kar postalo kar velik problem in se išče načine, kako to preseči. Upam, da jih bomo našli. Dr. Sašo Dolinc, najlepša hvala. Hvala tudi vam za povabilo.
To je bil podcast Od genov do zvest. Moje ime je Sašo Dolenc in z novo zgodbo se vam oglasim že kmalu.